Nestrpno pa pričakujemo tudi naslednji prispevek, ki bo ponovno iz občine Mengeš. Tokrat se bo govorilo o dediščini, o muzeju Mengeš, o kulturi in nasplošno, kaj vse tam nudijo in kaj vse se je tam dogajalo tudi v preteklosti. Tako da, Rok, beseda je tvoja. Lepo zdrav, Maša, najlepša hvala za tole napoved. Z Mengša tukaj ob meni stojim ob Janezu Škarlepu, ki je tudi direktor muzeja Mengeš. Govorili bomo nekako o dediščini, kulturi in o muzeju Mengeš. Kar nekaj se dogaja v muzeju, selite se na novo lokacijo. Kaj vse je tukaj le sedaj novega v Mengšu? Ja, v Mengšu ni nič novega. Mi se ukvarjamo s tistim, kar je včasih bilo, čeprav nismo odlagališče za spomine. Mi želimo vključevati našo dediščino v življenje, seveda najprej Mengšanov, potem pa cele Slovenije, in nekateri naši programi in naše teme presegajo daleč tja do Kitajske naše okvire. No, danes ne mislim govoriti o imenitnih stvareh najdenih, torej iz področja arheologije najdenih v Mengšu, to morda kdaj kasneje. Danes imam samo nekatere poudarke, nekateri so nekoliko pereči, neslišani, in med njimi je tudi največji baročni freskant, slikar France Jelovšek. Franc ali France Jelovšek se je rodil v Mengšu okroglo leta 1700. To se je lahko zapomniti. No, že pred leti smo mi pripravili program Jelovšek, v katerega smo vključili tudi ljubljansko narodno, slovensko narodno galerijo, vendar nekako nismo bili slišani. Jelovšek je namreč kot največji baročni slikar, freskant, danes še vedno brez monografije. Marsikatere tujce je Narodna galerija že popisala, dala v javnost, bogato ilustrirala te edicije, podprte seveda z bogatimi razstavami. O Jelovšku domala nič. Ki pa je vse ustvarjal Franc Jelovšek, ki lahko najdemo njegove freske? Njegove freske in tudi druga dela najdemo tako na Primorskem, kaj jaz vem, Vipava, potem na Dolenjskem Kostanjevica, potem na Štajerskem znamenita Sladka gora, za katero je nekdanji veleposlanik Japonske na Dunaju pri obisku rekel, da je to slovenska Sikstinska kapela. Na Hrvaškem najdemo njegove poslikave v Zagrebu oziroma v Samoboru, v samostanu, v cerkvi samostana v Samoboru, potem po Sloveniji pa v številnih krajih. Da bi nekaj naredili, to, kar naš muzej zmore, smo se odločili, da pripravljamo slikovne monografije, v katerih razen naslova, kjer je seveda napisan avtor in lokacija njegovih poslikav, ni komentarjev. Tudi v Ljubljani smo leta 2019 obdelali imenitno fresko na Bregu z naslovom 4-letni časi. Ta freska je v privatni hiši, vendar je dostopna, saj je to neki hospel, neki hotel. No, potem pa seveda v Štefanji vasi, to smo naredili lansko leto, velik zalogaj, kot je
Šempetrska cerkev in še druge lokacije številne še čakajo. Do zdaj smo izdali 17 takih brošur, kjer so imenitno poslikane vse te njegove upodobitve na posameznih lokacijah. To je gotovo izjemen projekt, saj ko bodo te knjige narejene, bo to zajeten opus, ki bo pomagal potem, da pripravimo simpozij o Jelovšku, monografijo o njem, mogoče tudi itinerarij, to se pravi, da ljubitelje te imenitne umetnosti pošljemo na pot, po kateri je hodil Jelovšek in upodabljal, kar je upodabljal v tistem času po gradovih in cerkvah. Se pravi, nekako želja je tudi, da Franca Jelovška spozna širša javnost, tako slovenska kot tuja. Morda še vprašanje, kje se da te revije dobiti zaenkrat? So že na voljo za obiskovalce, recimo? Ja, lahko jih dobi v našem muzeju. Ja. Mi to nismo dali v prodajo, v prvem koraku ne delamo velike naklade, ampak po potrebi se to da še vedno tudi dotiskati. Dobro. Potem tu vam predstavljamo sliko Krištofa Zupeta, ki je na enem od Jelovškovih likovnih srečevanj upodobil Jelovška tako, kot ga je on dojel. Zelo ponosni smo na to, da imamo delo tako imenitnega slikarja, kot je Krištof. Ja, izredno zanimiva slika. Zdaj Mengeš pa poleg Franca Jelovška, ki je bil izjemen slikar, freskar, slovi tudi po pivovarstvu. Bi morda predstavili tudi mengeško pivovarsko zgodbo? Pred časom mi je v roke prišla ena zajetna knjižica, kjer so bile reklame različnih obrtnih in industrijskih podjetij v Mengšu. Po osamosvojitvi se je nekaterim zahotelo, da sistematično to uničijo. Vendar ni nič drugače, kot je včasih bilo. Tako bi vam par besed spregovoril o mengeški pivovarni, ki je živela tako rekoč 99 let. Od 1818 do zadnjega leta pred koncem Prve svetovne vojne, do leta 1919. Mi v našem muzeju smo seveda spotoma zbirali tudi posamezne ostaline te pivovarne, in ko nas je nekoč poklical v muzej Frančišek Podpečan z Dobena in rekel, da ima v svoji zbirki nekaj starih steklenic piva, nam jih je ponudil in ko sem se jaz oglasil tam pri njem gor, takoj seveda je med temi steklenicami bilo tudi nekaj polnih. Mi smo te dve polni steklenici poslali oziroma dali na analizo na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalec, kjer so ugotovili, da je v tej tekočini teh pivovarskih steklenic občutno zaznati ostaline hmelja, grenčin hmelja, kar je seveda temeljni dokaz, da je to pivo. Datira to polnjenje pred konec, to se pravi 19. stoletja, gotovo pa so bile steklenice polnjeno pred letom 1900. Ko smo malo pogooglali, smo videli, da je takrat to bilo najstarejše pivo v celinski Evropi. To je bil seveda povod potem za razstavo in kasneje tudi za knjigo Staretova pivovarna v Mengšu, ki je, pravijo,
izjemno lepa, zaradi tega, ker je veliko slik, ni obremenjena s ne vem kakšnimi podatki, ti se najdejo bolj na koncu knjige, torej za strokovno javnost, ne? Prijetna za pogled in hitro se jo da prebrati. Ja, verjamem, izgleda izredno mamljiva. Janez, se opravičujem, da te prekinjam, čisto na kratko bomo sedaj skočili v oglase, potem pa se vrneva nazaj z zgodbami o pivovarstvu in nasploh o Mengšu. Morda bomo pogledali tudi malce v bližno preteklost, ne tako daleč, tako da ne hodite daleč, sedaj pa nekaj trenutkov za naše oglaševalce. Lep pozdrav spet z Mengša. Janez, kaj pa imamo tole? Ja, to je del naše pivovarske zbirke. To so pivske steklenice Mengeške pivovarne iz časa, ko je z njo upravljal Julij Stare. To so imenitne steklenice, žal niso polne. Polne sta samo dve. No, to pa je zaboj iz tega časa, ker je pokrival, seveda, on je imel dvoje etiket, po slovensko, seveda pa tudi po nemško, ker je pivo šlo tudi v nemško govoreča področja, tako da je ta zaboj najdem po sreči, saj tu piše Mannsburg, Mengeš po nemško, in Oberburg, kar pomeni zgornji Mengeš, zgornji del Mengša. In seveda tu Julij Stare. Ki pa je bil lastnik pivovarne, ustanovitelj, kaj ne? Ja, ne, ustanovitelj je bil njegov ded, ja, Mihael Stare, ki se je naselil v Mengeš iz Strahinja pri Kranju. To je bil zelo podjeten mengeški graščak kasneje in ta mož je potem to zapustil svojemu sinu Janezu, Julij je bil vnuk njegov. Ja. Nekako se pa sami pivovarni in tradiciji v Mengšu posvečate ali date pozornost tudi s hmeljem, ki ste ga tukaj ob muzeju tudi posadili? Ja, v Žalcu, kjer so delali analizo te naše najdbe, tega piva, so bili navdušeni in so nam podarili nekaj sadik hmelja, ki v Mengšu zelo dobro uspeva. Mislim, da celo boljše kot v Savinjski dolini, čeprav je trenutno v Mengšu to edini nasad. V času po drugi svetovni vojni pa se je v Mengšu naselil Savinjčan, rojnik, ki je prideloval hmelj v Mengšu in ga prodajo seveda na Štajersko. Pa gre tale hmelj potem tudi v pivo? Ja, gre. Mi imamo slovesno obiranje hmelja in seveda ob tem pijemo pivo, marčno pivo. Marčno pivo, ja. Mislim, da imam občutek, da se bom moral tudi takrat oglasiti, da bo to posebna priložnost. Janez, predstaviva se malce še semle, kar nekaj zanimivih rekvizitov imava, med drugim tukaj tudi pivski plakat, potem pa tudi tukaj vidim knjigice poezije, festivala otroške poezije. To je tudi en tak festival, po katerem Mengeš slovi. Ja, povezavo z muzejem, kaj posebnega to nima. Rečem le lahko, da je to naša pobuda, da se vsako leto srečamo zadnji petek v maju pri razvalinah grajske kapele svetega Lovrenca na Gobavici nad Mengšem. Drugač pa smo dobili to idejo po Ivanu Veselinu, ki je bil doma iz Mengša. On je bil pesnik, prevajalec ruske poezije, on je napisal rusko antologijo, sicer je bil dekan tam v Trnovem nad Ilirsko Bistrico, no prej je pa bil tudi ravnatelj Postojnske šole. In takrat, ko je bil ravnatelj Postojnske šole, je napisal strokovni članek o pomenu otroške poezije. To je bila ideja, ne? Res zanimivo. In lahko rečeva, da otroci pišejo dobro poezijo? Ja, otroci pišejo izredno poezijo. Nekateri se bojijo
prebrati to na glas in letos mi je prišlo na misel, da je pesem kot srce na dlani. Vedno se lahko najde kakšen nepridiprav, da te po roki udari, srce pade na tla, se poškoduje, se umaže. Ne svinarijo pesnika, ampak svinarijo tistega nepridiprava. Ja, vendar, tisti, ki so že večkrat bili na tem festivalu, prihajajo pa iz Ljubljane, Kranja, iz Domžalskega konca, seveda tudi iz Mengeške šole, tisti potem, ko povejo svojo poezijo, pa ne prvič, dajo pogum tistim, ki pridejo prvič, da povedo, saj gor takrat ni zlikovcev, ni nepridipravov. Potem seveda vsak udeleženec dobi to knjižico, v katerem objavljamo vso to poezijo, dobijo tudi šole in seveda predragoceni mentorji, ki poskrbijo pri otrocih, da napišejo kaj. Ja, odlično, seveda tudi na učitelji, mentorji ne smemo pozabiti. Janez, ena stvar, ki je še izredno zanimiva, so tele fotografije na steni. To so prav posebne fotografije, poslikane prav s posebnim, fotografirane s prav posebnim stilom, kaj ne? V Mengšu je bil doma Lorenz Funtek, ki je bil v 19. stoletju med drugim tudi ugledan ljubljanski fotograf, ne samo mengeški. Njemu v spomin mi negujemo fotografijo v sklopu muzeja in kulturnega društva Franca Jelovška iz Mengša. No in vsako leto kaj pripravimo. O praznovanju spomina na izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja smo naredili kamero Velikanko, ki je bila tudi v Ljubljani, v Šentjakobski cerkvi, pa v Kranju, pa v Leskovcu, pa v Kamniku, pa v številnih krajih, kjer je ta mož služboval. No, letos je leto mokrega kolodija in tu je samo nekaj od slik, nekaj od rezultatov tega dela. To je v sklopu svetovnega dneva te stare fotografske tehnike mokrega kolodija. Ja, naj povem, tudi sam se odeležil tega dneva in res je nek zanimiv občutek in marsikaj se naučiš, kako potem kemikalije polivajo po steklu, res tak zanimiv tudi za obiskovalce je ta dan mokrega kolodija. No, za konec še omeniva, Janez, te mozaike, ki jih lahko vidimo po celem Mengšu, to je vaša prav posebna inovacija mengeška, kaj ne? Ja, naj še preden kaj povem o mozaikih, povem, da srce vsega tega dogajanja je Peter Škrlep, on je profesionalen fotograf in oblikovalec in se razdaja in mu ni žal povedati kakšno svojo fotografsko skrivnost tudi številnim drugim. Ja. Kakšni fotografi bi zadržali zase svoje skrivnosti, on pa rad deli. Naj povem, Peter, danes tudi za kamero, tako da imamo zanimive kadre. Ja, in res vabljeni naslednje leto, letos ste ga ravno zamudili, no, na dan mokrega kolodija, malo lahko preverite tudi na spletnih straneh, tudi te podatki bojo verjetno objavljeni. No, zdaj pa res mogoče se dotakneva še teh mozaikov, kajti to je res ena taka lepa posebnost Mengša. Če se boste sprehajali po mengeških ulicah, poglejte malo tla, tam bodo vedno zanimivi grafiti in mozaiki. Tako. Ja, mozaik je prav stara, bom rekel, umetniška tehnika, zelo je zahtevna in jaz sem najprej naredil en tak mozaik pri odtočnem jašku pri domači hiši. Ravno tako je okroglo in to. Potem je prišla ideja, da bi to lahko bilo na pokrovih jaškov meteorne vode po mengeških pločnikih. Seveda bi lahko bilo to po pločnikih po celi Sloveniji, zato smo mi
to pa zaščitili. Zaradi tega, ker je ideja naša in če bi kakšen Kranj ali pa celo Bog ne daj Ljubljana odločila, da te jaške okrasi z mozaikom, potem smo mi pravi naslov, seveda na ljubljansko temo, na temo kraja, kjer bi se ti pokrovi nahajali. Pogosto vidimo ljudi, ki pridejo v Mengeš, ko sem in tja pogledajo v tla, saj hodijo po mozaiku in teh mozaikov je veliko objavljeno, so tudi na spletu in verjetno jih zdaj lahko nekaj vidite tudi po vaši televiziji. Naj povem, da so največkrat mojstri teh mozaikov otroci. Ja. Nas zanimajo pravzaprav bolj cele družine. Veseli nas, če pridejo starši z otroki in da skupaj naredijo svoj mozaik. Potem največkrat montiramo ta mozaik v bližini te njihove hiše ali njihovega stanovanja, tako da povezujemo ljudi, teme, nočemo, da bi muzej smrdel po naftalinu, da bi naše dejavnosti bile ločene od ljudi. Seveda tako danes domala počnejo vsi slovenski muzeji in muzeji po svetu. Ja, in tako potem so izdelovalci teh mozaikov lahko iskreno ponosni in pokažejo, aha, tole je pa naša kreacija. To je naše delo. Tako. Kaj pa so še kakšni projekti v muzeju, ki se obetajo v kratkem? Kdaj se približno pričakuje, da bo tale muzej, ki ga sedaj selite, odprt tudi za obiskovalce? Jaz upam, da do jeseni te robe je veliko. Kaj imamo v bližnji prihodnosti? Mi vsako leto skupaj z kulturnim društvom Franca Jelovška in društvom Ludolfa Maistra organiziramo peš romanje na Šmarno goro, ki je tudi en del Ljubljane. Zakaj? Namreč 22. junija je obletnica velike zmage kranjskih vitezov v bitki s Turki pri Sisku. In v stari knjigi o Šmarni gori sem nekoč prebral, da so na ta dan, na praznik svetega Ahaca, Mengšani tradicionalno romali na Šmarno goro. Verjetno, da so se vitezi vrnili živi in zdravi skupaj s svojimi hlapci in iz hvaležnosti to romanje. Gor se dobimo in je prelepo. Seveda peš gremo samo v eno smer. Skozi Mengeš, do Beno, Rašico, dol v Povodje, potem pa iz Šmartna gor na goro. To je ena stvar. Potem, kmalu potem zakurimo kres v spomin na osamosvojitev Slovencev. Jaz že kot študent sem čutil potrebo potem, da se osamosvojimo. Mnogi so se mi smejali, glejte, pa sem doživel. Svoj delež k osamosvojitvi na mengeškem področju sem imel priložnost tudi dati in sem ga dal. Bil sem zraven. No, me izredno veseli. Janez, najlepša hvala, da si nas popeljal skozi mengeško zgodovino, tradicijo, kulturo in da še vedno omogočaš seveda z drugimi v Mengšu, da kultura živi v Mengšu. Tako, to počnem. Ja, tako. Hvala za vse, želim ti še naprej uspešno delo, vse dobro in seveda se vidimo ob priliki, tako da ja. Hvala lepa. Toliko za enkrat iz Mengša, izpred Mengeškega muzeja. Hvala, da ste bili z nami, sedaj pa kratke oglasi, potem pa spet nazaj v studio. Se gledamo.